Življenje v slovenski prestolnici se je v zadnjih 5-6 letih opazno izboljšalo, tako po urejenosti, čistoči, varnosti kot ekološki mobilnosti. V prometno zaprto mestno jedro ob Ljubljanici se je vrnil, če smemo tako reči, meščanski utrip. Obnovljena pročelja hiš, ob novogradnjah pa dajejo sveži pridih ljubljanski arhitekturi. V decembru so v promet vključili tudi ekološko bolj sprejemljive mestne avtobuse, ki uporabljajo kot pogonsko sredstvo zemeljski plin oziroma metan. Z uporabo tega energenta v izpuhu teh avtobusov, imenovanih metan busov, praktično ni več škodljivih prašnih delcev. Metan busov je na začetku 20, ki so skupno stali okoli 5,5 milijona evrov. Po ljubljanskih cestah se bo tako vozilo novih milijončkov evrov. Nekateri bodo že negodovali, da si seveda v Ljubljani to lahko privoščijo, ker gre ves denar iz drugih delov Slovenije v prestolnico. Nakup novih avtobusov naj ne bi imel povezave s 50% podražitvijo mestnega potniškega prometa, saj je metan cenejši od bencina. To je eden od glavnih dosežkov in če pogledate vse tisto, kar se nam dogaja, od onesnaženja zraka, kako pada, je to ena glavnih zadev, kako lahko pokažemo, da bo zrak v Ljubljani kljub gotijski legi čist. Ko končamo še vse park and ride za izstopu voznic, glede na to, da je MPP šel v sosedne občine, letos kar 3 nove linije, Ig, Škofeljca, Grosuplje, prej tem Brezovica, Medvode, zdaj Trzin, Domžale, bomo imeli res dobro povezavo s celotnim zaledjem in nedolno drugo leto bo tekla tudi skupna kartica z železnicami, kar pomeni, da bojo potniki imeli možnost prestopa in koristiti tudi javni prevoz. In tisti cilj, ki je zapisan v prometni politiki, da se do leta 2020 razdeli promet v Ljubljani na 3 dele, 3 tretjinske dele, peš in kolesa, javni prevoz in avtomobili, ki so zdaj 60%, bo nedolno dosežen. S takimi dobrimi sodelavci, s takim sodelovanjem, bo pa to še prej. 3, 4 zdaj. In volilnica je tudi uradno odprta. Prosim za aplavz. Iskrene čestitke vsem sodelujočim. novih delovnih mest, tako tudi v vsakdanje življenje in zato je zelo pomembno. Tam je miza z pijačo in je kuhano vino, čaj. Ne bo še